Je kriminalist na oddelku za gospodarstvo, sicer pa riše, piše med drugim tudi vodnike po Sloveniji pod noge, izdeluje makete, je jamar, padalec, planinec, popotnik, ljubiteljski zgodovinar, foto in video ustvarjalec. Skratka, v enem od časopisov so ga poimenovali za hobista oziroma za hiperaktivnega multipraktika. To je Janez Mihovec z Ladje. Najbrž pa se ne bi veliko zmotili, če bi dodali, da je najbrž tudi tisti, ki nas v Medvoški knjižnici največkrat popelje prek meja. Tudi tokrat nas je, čeprav ne prav daleč. Nepal, Indija, Namibija, Bocvana, Zimbabve, Zambija, Egipt, Gruzija, Afganistan, Mongolija, Peru. Skratka, to je le nekaj od 50 držav, kolikor jih je Janez Mihovec obiskal in o njih tudi zapisal, jih predstavil slik in besedi, skratka približal tudi običajno kar številnim obiskovalcem knjižnice Medvode. Tokrat z ženo nista šla tako daleč. Karnijska visoka pot je čudovita pot med Slovenijo in pa Dolomiti. Tja so se odpravila v lanskem letu z ženo in to je bilo spoznavanje narave, spoznavanje avstrijske kulture in predvsem Karnijskih Alp. Čudovita zadeva čez drn in strn, ki je trajala teden in pol. Bilo je krasno, pokrajina je nekoliko drugačna, kot je v naših Alpah in je bilo to resnično lepo potovanje. Takole pravim. Sliši se čisto enostavno. Začneš na skrajnem robu Karavank pod Tromejo, potem pa potuješ po grebenu Karnijskih Alp vse tja do Dolomitov. Kaj pa je to kaj takega? Vsak dan po 25 km horizontalno in 2000 metrov gori doli ter naokoli od koče do koče. Pot tehnično ni zahtevna, koče, v katerih se lahko prespi, pa enakomerno porazdeljene in dobro obiskane, zato je dobro imeti rezervacije. Po 10 dneh si v Silanu, ki je že sredi Dolomitov, potem pa na vlak in domov. Povejte mi zdaj, kaj vam je ljubše, spoznavati naravo ali spoznavanje družbe? Oboje je v redu. Karnijske Alpe imajo obojo. Narava je preprosto prekrasna, ljudje pa tudi tu pravzaprav srečaš avstrijsko in italijansko podeželje in ljudje so resnično krasni ljudje. Vsi so po malem nadahnjeni za glasbo in tako pri večerjih v raznih planinskih domovih zaigrajo njihova narodna glasbila in se ima človek tam preprosto lepo. Poleg praktičnih pohodniških in turističnih nasvetov, besedi in sliki pa Janez Mihovec vedno postreže tudi s podatki iz zgodovine, v konkretnem primeru predvsem s frontne črte Prve svetovne vojne, pa seveda tudi o zgodovini Slovencev na oni strani meje, ki se odraža v slovenskih imenih, krajev in gora. In temeljna misel po prehojni Karnijski visoki poti? Mogoče to, da ni potrebno iti na konec sveta, da se imaš lepo, preprosto je treba iti v našo neposredno bližino. Karnijske Alpe pravzaprav so naravni podaljšek Karavank in si pravzaprav na nekem krasnem potovanju pravzaprav v naši neposredni bližini.